Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že prispevek med kvalifikacijami velike nagrade Katarja. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na edinem prostem treningu in na kvalifikacijah za sobotni sprint. Tudi tokrat bo prispevek med kvalifikacijami razdeljen na tista dva poglavitna dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. V drugem pa bomo skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami za veliko nagrado. Namreč kvalifikacije za sprint bomo upoštevali kot glavno vodilo, seveda poleg onega, kar so ekipe pokazale na edinem prostem treningu. A pustimo za enkrat to pri strani in poglejmo si tehnične novosti ter zanimivosti. Marsikdo izmed vas je seveda naletel na fotografijo, kjer so nadebudnim novinarjem mehaniki iz ekipe Red Bull takole pokazali, da na njihovem bolidu ni nič novega. Ampak mi si bomo za vsaki slučaj pogledali tudi oni uradni dokument, ker pri mnogih ekipah je v resnici bel list papirja, ampak pri eni ni. Pri ekipi Racing Bulls imajo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju tam pri pomožnih profilih spremenjen grnjev profil, kar je v resnici izjemno zanimivo. Namreč gre za specifičen del, ki bo prišel v poštev samo tu v Katarju. Namreč s tem profilom bodo skušali popraviti uravnoteženost bolida in rad bi vas spomnil, da smo v uvodnem prispevku omenili, kako je aerodinamični oprijem tu ocenjen s tisto vrednostjo 4. Torej, tudi pri ekipi Racing Bulls še niso rekli zadnje, čeprav je verjetno ta podrobnost bila pripravljena mesece vnaprej. In sedaj si lahko pogledamo zanimivost. Najprej tiste, ki jih vidimo ob progi. Na 6., 10. in 16. ovinku so se pojavile peščene pasti, ona, ki smo jo že spoznali na 14. ovinku, je pa povečana. Torej, če nimajo v Katarju onih grobih piramidalnih robnikov, imajo sedaj seveda peščene pasti, ki skušajo nekako prepričati voznike, da ni pametno zapeljati izven onega, kar je določeno kot proga. A verjetno mnoge izmed vas zanima, kaj se dogaja pri ekipi Aston Martin. Namreč slišali smo lahko, da bo njihov vodja, team principal v sezoni 2026, Adrian Newey. Andy Cowell bo stopil korak v stran in verjetno tudi nazaj, ter se bo ukvarjal z koordinacijo med Aston Martinom, Hondo, Aramcom, Valvolinom, kar je njegova specialnost. Namreč pri Mercedesu je bil vodja oddelka, ki se je ukvarjal z pogonskimi sklopi, torej dobro pozna to področje. Ampak Adrian Newey po drugi strani nikoli ni bil šef ekipe. In tudi, bodimo iskreni, ne vidim ga vsako dirko praktično tam na čelu ekipe za komandnim pultom.
Zato bi se znal v resnici zopet povzpeti Mike Craig, ki so ga dobesedno lani degradirali. Ampak ostaja odprto vprašanje, ali se pri Aston Martinu pripravljajo za Christiana Hornerja, čeprav so ga mnogi, kot običajno poznavalci, postavili že v ekipo iz Silverstona, se moramo zavedati nekega dejstva, da bo Prost šele nekje od poletja 2026 in da po eni strani je lahko to neka začasna rešitev, ampak po drugi je lahko prav Adrian Newey, kot tudi delni lastnik ekipe, tisti, ki se bo dobesedno ukvarjal z lastnim projektom. Newey je v Aston Martin prišel približno lani ob tem času in je sedaj zaključil z projektom bolida za sezono 2024. In seveda s tem, ko bo prevzel vlogo team principala, bo lahko bdel nad vsemi ključnimi elementi tega projekta. A videli bomo, kot običajno, kaj se bo zgodilo. In treba je povedati, da so se vozniki zbrali skupaj z komisarji in nekaterimi novinarji ter dosegli razpravo o spremembi tistih smernic, kar se tiče prehitevanja. Driving Standard Guidelines je dokument, ki ga praktično uporabljajo kot smernice pri vsakem spornem določanju incidenta na progi. Je dokument, ki je bil izdan prvič leta 2022, v spominu je bil sprejet dvakrat, ampak predvsem tista kazen, ki jo je dobil Oscar Piastri, je dvignila kar nekaj prahu. A ne smemo pozabiti na nekaj. Na veliki nagradi São Paula je bila kazen Piastriju dana skladno s tistim, kar določajo smernice. In sedaj se jih skuša spremeniti, ugadili ste, za sezono 2026. Torej, nihče se ne pritožuje nad odločitvijo, pritožujejo se nad smernicami, ki niso pravila, ampak določajo marsikaj. Govorili smo o Oscarju Piastri in preden se spustimo na analizo dogodkov, ki smo jih videli do sedaj v dirkaškem vikendu, bi vas rad opomnil še na nekaj zanimivega. Namreč prišlo je do dogovorov pri ekipi McLaren in seveda jasno je, da je na dan prišlo tudi vprašanje, ali bo Oscar Piastri v boju za naslov svetovnega prvaka pomagal Landu Norrisu. In odgovor je bil enozložen in jasen ne. In meni se mi zdi to nekako razumljivo. Namreč tudi Piastri je še zmeraj v boju za naslov in ima prav toliko točk kot Max Verstappen. Zakaj bi on moral sedaj žrtvovati položaj za Landa Norrisa, če se ta ni sposoben sam braniti? Mnogokrat sem že izrazil svoje mišljenje, da je po mojem seveda ekipa McLaren bolj na strani Landa Norrisa in da so mu marsikdaj tudi pomagali. Ampak to še ne pomeni, da mu mora pomagati tudi Oscar Piastri. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju tega vikenda. Jasno je tudi, da je Max Verstappen čisto na strani samega Piastri. Če bi njega kdo kaj takega vprašal, mu Max niti ne bi odgovoril. In ima popolnoma prav. A kaj smo videli
na edinem prostem treningu in kasneje na tistih kvalifikacijah za sam sprint. Večino časa edinega prostega treninga so vozniki prevozili na setu pneumatik hard in skušali ugotoviti samo obnašanje bolidov v sami perspektivi, ne toliko sprinta, kot bolj dirke za veliko nagrado. Ampak nas brigajo kvalifikacije za nedeljsko dirko, zato se bomo ozrli samo na tisti zadnji poizkus na pneumatiki soft in seveda vidimo lahko, da je tu sam Oskar Piastri nekako pokazal, da se še ni predal. Landa Norrisa je nekako potisnil na drugo mesto in če pogledamo celo lestvico, bomo kaj hitro ugotovili, da takoj za njima imamo množico voznikov, ki jih nismo vajeni tako visoko. A rad bi vas opozoril na nekaj. Na zaostanke. Namreč, če pogledamo, da so tisti prvi zasledovalci z zaostankom 4 desetink sekunde in več, nam je jasno, da so se glavni konkurenti skrivali oziroma da niso napravili nekih konkretnih hitrih poizkusov. Govorimo o Maxu Verstappenu, govorimo o obeh voznikih tovarniškega Mercedesa. Pri Ferrariju smo lahko slišali po radijskih zvezah, predvsem strani Charlesa Leclerca, kar nekaj zanimivih pripomb, ki so vezane predvsem na tisti servo-ojačevalnik, ki ga ima na volanu. Ampak šlo je za pripombo, ki smo ji bili priča med samim delom na pneumatikih hard. Zato bo tudi Leclerca seveda treba dati v skupino, ampak poglejmo si raje, kaj so pokazale kvalifikacije za sprint. A prav kvalifikacije sprinta so nam dale marsikatero potrditev, glede na tisto, kar smo razumeli že iz rezultatov prostega treninga. Oskar Piastri tam spredaj. Nato prvo manjše presenečenje v obliki Georgea Russella. Lando Norris komaj na 3. mestu. Sicer na sprintu mu je v teoriji dovolj, če je 4. Ampak ne glede na to, menim, da si je želel biti 1. Nato drugo prijetno presenečenje, Fernando Alonso. In ne smemo pozabiti, da je bil Yuki Tsunoda boljši od Maxa Verstappena. In Max tu ni bil v svojem elementu. Videli smo, kako hiter zna biti, če njemu Red Bull ne leži preveč. Tam je kot Yuki Tsunoda. Videli smo seveda, kako je Lewis Hamilton izpadel v prvem delu teh kvalifikacij za sprint. Ampak ne smemo mimo dejstva, da tudi Charles Leclerc ni blestel. Je na robu deseterice in pravzaprav tam, kjer ga nismo vajeni. 10, pomišljaj 25, tu na progi v Luzaju ni hiter. Vsaj tako je moč razbrati iz rezultatov prostega treninga kot kvalifikacij za sprint. Dober rezultat za oba Williamsa, ki sta v prvih 10 najhitrejših, in ne smemo pozabiti, da je imel Andrea Kimi Antonelli malček sreče, da se je prebil med najboljših 10, ampak tudi tu smo videli, da je bil blizu Maxu. Ampak vseeno, glede na tisto, kar lahko pričakujemo od sprinta, vidimo, da je Oskar Piastri v prednosti, da je Lando Norris tisti, ki mora ohraniti hladno glavo in da je Max Verstappen oni, ki bo moral nadoknaditi.
glede na prihajajoče situacije pa zanimivo razmerje sil. A videli bomo, kaj se bo zgodilo vse jutri v zadnjem briefingu, kjer si bomo ogledali vse tiste podatke, ki so pomembni pred začetkom same dirke za veliko nagrado. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.